zakaj nekateri ljudje še na starost gledajo tako izjemno mladostni? Maja. Ker imajo to svojo življenjsko energijo. Res je. Res je. In ja, evo, vse, kar prihaja od znotraj, to, kako razmišljamo, to, kar drugim pač probamo dati, ne, pomagati, ta naša srčna kultura, ki mislim, da jo vse nekako premoremo, ne. Jaz mislim, da je to tisto, kar nas dela resnično lepe, no. Ker nekdo je lahko neka taka lupina, ne, to jaz to primerjam kot pirh, ki je lahko čudovito do zunaj, dokler ti ne vidiš, kaj je noter, ne, lahko je klopotec, lahko je gnilo. Vsebina je vedno bolj pomembna kot lupina, ne. In ja, zato tudi tak poudarek na to, kaj treba vnašati nase. Se mi zdi, da danes družba ratala na žalost mičkam plehka, kar se tega tiče, ne. Saj smo se tudi mi prej hecali, ne, kako moramo izgledati ampak globoko nekje vse pa ni to naše bistvo, ne. Ampak a ni smešno, kako ljudje veliko več dajo danes nase, kot pa da bi gledali na to, kaj dajo vase. In mene tudi včasih šokira, ko vedno znova poslušam neke izgovore, ne, ja, pa ekološka hrana, to je drago, vitamini pa minerali, to je drago, ne. Ja ne, potem pa greš pa si kupaš 10 različnih šmink, ne, pa ne vem koliko oblekic, pa tako torbico, pa une čeveljčke, pa moraš voziti tak avto, ne, a ja, zato ti pa ni škoda denarja. Pa kakšne drage destinacije v tujini? No, pač jaz vsakmu privoščim vse to, da ne bo pomote, sam ne pol meni govoriti, da je to drago, to, ko je najbolj važno za tvoje zdravje. Kaj ti bojo super čeveljčki, pa vse ostalo, če ti nisi v redu? Ja, samo na koncu, ne, ko pride bolezen, ne gledaš več na denar. Ti povem, takrat vsa sredstva uporabiš samo za to, da bi si vrnil zdravje. In ne rečejo zastonj, se je lep pregovor, ne, da ima zdrav človek 1000 želja, bolan pa samo eno. Tako, res je. In to je res. Jaz lahko povem pač iz svoje izkušnje. In ja, pač želim si, da bi čim manj ljudi imeli tako izkušnjo, je pa res, da so te lekcije, ne, ko jih sami damo skozi, najbolj dragocene. Res je. In včasih pač moramo tudi to. Največ šteje. Ja. Je pa mogoče, no, tudi še ena stvar, ki smo jo malo zanemarili v današnji temi, veliko ceneje, če vlagamo v preventivo, kot da potem zdravimo že neka zatečena stanja. In tukaj je tudi naša družba in sistem narobe organiziran, postavljen, ne, ker se enostavno ne dela in ne vzgaja že od malega na to, da bi skrbeli, da bi se že v šoli o tem, vse mogoče se zdaj neki premiki delajo, ampak ne ta pravi še. Treba bi bilo delati na preventivi že od malih nog naprej, ker bi bilo veliko manj bolezni potem. Mi pa žal tukaj uničujemo sami sebe, onesnažujemo okolje, uničujemo se v odnosih na vseh področjih, ne. Ja kaj, se bomo sami sebe na koncu pobili, če bomo tako delali, ne. Tako je. No, vse smo že na dobri poti. Ja. Če ne bomo spremenili navad, a ne, včasih so imeli večino zadev v trgovinah v povratni embalaži, v vrečko si prišel, si natočil, vrnil nazaj, naslednjič, ne, prišel iskati. A ne, danes je pa poudarek na plastiki. Niti ne vemo, kaj ta plastika pomeni za naše telo. So tudi veliki motilci, a ne, zato, ampak to je pa že druga tema, ki se jo bomo pa enkrat naslednjič lotili. O tem transhumanizmu in tako naprej in ne vem, koliko spolov, 72, koliko so jih zdaj ugotovili. Mislim, dobro, ne bomo o tem danes. Če bi ljudje zdravo jedli, pa zdravo razmišljali, potem tudi teh spolov toliko ne bi bilo, ne, če lahko. Zdaj bi pa jaz za zaključek, res tisti zaključek, vsaka par besed, kako ljudi pozvati k zdravemu načinu življenja, razmišljanja in vrnitev nazaj in kje in na kakšen način si pomagati. Mi bomo tudi objavili kontakt, kam se ljudje lahko obrnejo po dodatne informacije. Mi imamo ogromno izkušenj s tem. Jaz sem se tudi odločila, da poleti, ko se bo začela zelenjava, začnem tudi z delavnicami,
kako si pripraviti čim več hrane doma v kozarcih, v slanico, v domač kis, kako to narediti. Tako da sem že dala malo tako za vabo in je izjemno zanimanje, zakaj že nisi začela. Ampak je treba vedeti, da je to kar proces, tako da bomo ljudi naučili spet iti nazaj k tistim starimi znanji. Ampak seveda v vmesnem času je pa treba pač sprejeti stvari take, kakor so, si pomagati, da bomo čim bolj zdravi prešli tudi ta WHO zdaj, ki nam grozijo s temi oslarijami njihovimi. Ampak se vemo, človeštvo je preživelo milijone let, pa še milijone let ga bo. Moramo pa mi to naše znanje, ki ga imamo, predati naprej in ne biti tiho, ne glede na vse, kaj si kdo misli. Vsak se sam odloči, vsak ima svojo usodo v svojih rokah. Na nas pa je, da svoje znanje, ki ga imamo, predamo naprej. In bi jaz kar tebe, Aleksandra... To što si sada sve rekla, znači ono što mi znamo prenosimo dalje. Pošto nema mnogo vremena za čekanje, pošto je ubrzano atak na ljudski organizam, a može da se prevenira, ovako kako smo rekli, ishrana, pozitivan stav, dobro društvo, čitanje, učenje i tako dalje, voda i dopuna te hrane, može da se prevenira, da se zaustavi. Ona je bila sada u Novom Sadu, smo bili na seminaru stručnom o tim stvarima, pa smo čuli da deca danas, recimo, imaju hiperaktivnost i poremećaj pažnje i poremećaj govora od šećera iz hrane koja je svuda. Jel' tako? Znači, i to treba podučavati. To što mi znamo sada kako prevenirati, šta jesti, kako vodu piti i kako dodavati suplemente i lično iskustvo, samo to treba pričati. Sad, pošto mi nemamo vremena za evolutivnu ozdravljivanje ili prevenciju, to treba brzo, treba revolucija. Kako to ide brzo? Ja u svom okruženju, pa i ona u tom, pa onda ona u svom okruženju. Šta priča? Lično iskustvo. Ne treba naučne stvari. I drugo, treba se osloniti na tebe, treba te pozvati, pitati, Gabrielu, uputiti i ona će poslati link. Ko hoće dublje objašnjenje, pa kad to isprocesuiraš, vidiš šta ćeš, da li se ti slažeš sa tim ili ne. I kad pristupite timu stručnjaka, mi ćemo sve da uradimo da to svoje znanje nežno, ali brzo prenesemo. Koga interesuje, koga ne, pričamo skroz o drugim stvarima, nećemo ovim. Ali ljudi vape za ovim. Odličan je oslonac u Maji i ti kao neko ko puno priča o tome već jako dugo. Ti si fantastičnu edukaciju uradila, već i radiš i dalje. Znači, ako se ljudi povežu sa vama ovde u Sloveniji, velike stvari možda uradimo, da bi oni u svom okruženju to prenosili. Onda jako puno ljudi radi jednostavne stvari i to ide brzo, kao kamenčić bačen u vodu. Pa je prvo krug mali, pa sve veći, pa sve više ljudi zna i svako pomalo da svoj doprinos iz ličnog iskustva. Tako da tebi beskrajno hvala što se trudiš i što imaš lično iskustvo i što tvoji prijatelji to već imaju i što oni nose to dalje, onda smo jaki. Ali ako si samo ti sama, jaka si, ali to ide polako i umori se čovjek. A ovako kad smo zajedno i kad je to puno, to je milina. Puno ti hvala na prilici i na poznanstvu i tebi, Gabriela, za Mateju i tebi što si tu da vas držiš i hrabriš. V bistvu je zdaj Aleksandra tako lepo povzela ta znan rek, v slogi je moč. V glavnem za konec bi jaz rekla, da začnemo vedno pri sebi. Poslušamo svoje telo, ki nam tudi ogromno pove, ampak ga velikokrat nočemo poslušati, preslišimo tiste opozorilne znake, ki se začenjajo. In tukaj je tudi ta povezanost z naravo ključnega pomena. Ko smo sami v redu, lahko tudi dajemo okolje na vseh nivojih. Jaz vedno pravim, ne moreš nalivati iz praznega vrča, iz prazne posode. Zato je naša odgovornost, da najprej poskrbimo zase in to ni egoizem, to je to, da lahko imajo tudi drugi maksimalno od tebe.
In potem se začnejo premiki, se pravi najprej pri nas samih in potem delamo naprej skupaj, povezani in v slogi pač dejansko je moč in potem lahko delamo neke večje družbene premike. In to jaz mislim, da je naše poslanstvo, da ozaveščamo ljudi o ključnih stvarih, da širimo te res prepomembne informacije, ki bi jih mogli vsi slišati, vse kaj bojo z njimi naredili, je potem njihova odgovornost, to smo že povedali. Pa da si na ta način pač probamo pomagati, da nekako živimo v neki slogi in v čim lepšem tem času, ki nam je namenjen na tem planetu. Ne. Ja, jaz mislim, da smo zdaj kot družba prišli do enega nivoja, ko moramo začeti pri sebi, se pravi, da se čutimo, da se začnemo poslušati in iz tega potem tudi izhajamo naprej na vse ostale nivoje. In čim bolj bi se mogli zavedati, znati prisluhniti sebi, ker vsaka stvar, ki bom rekla, ali če je nek manjko, ali če je že neka bolezen, zamete karkoli, se nam nekje na telesu manifestira. Ne? In prej si lepo povedala Louise Hay, v knjigi Življenje je tvoje, pač lepo povezuje in telo nam pokaže, kje je tista naša bolečina, kaj je narobe. Zato je tako pomemben, da si vzamemo čas in se znamo slišati. In začutiti. In začutiti. Tako kot se pravi začnemo pri sebi, potem pa seveda tudi druge, kako bi bilo lepo, da bi se ljudje mičkam bolj slišali. Tako, hvala. In bi bil ta svet mnogo lepši, zato sem res hvaležna za vse vas, ker vem, da znate slišati in znate čutiti in to empatijo probate potem tudi prenašati. In zaradi vas je ta svet malenkost lepši, tako da res hvala vam. Hvala tebi, hvala. Gabriela? Ja, no, jaz bom tudi povedala, da sem zelo vesela, da smo skupaj v tej družbi. Matejo poznam od korone sem in vem, da je ona bila duša. Mene, ko bi rekla, nam je prineslo dobro pa slabo v tem času, težki časi, ali vedela sem, da Mateja dobra dušica, da želi samo dobro. Imaš ogromno, vsak smo dali svojo zgodbo, tako da jaz sem vesela. Vidiš, danes smo v lepi družbi. Vesela sem za mojo dadico, ker sem šla iskat to, skozi sem naredila te antiparazitske, pa to sem naletela na njo, ne slučajno. In tako da midve so se tako povezale in ona je mene v bistvu, zdaj, ki sem rekla, da imam 60 let, da zdaj šele živim, tako da, in kaj se je zgodilo? Začela sem se dobro počutiti in me je navdušila, da lahko tudi kaj, tudi kakšen denar pride od tega, zato to je posledica, ko ti daš informacijo, ko damo, ta mehanik je fajn, pa mu narediš reklamo, pa ne. Tukaj je pa tako dobra zgodba, ker jaz sem poznala ogromno sistemov, ker vem, kako to gre, pa novačijo, pa to moraš delati, pa kupiti, pa ono. Tukaj se zdi pa lepo, ker dajemo dobre informacije, glede zdravja, glede vsega. In tako da res Aleksandra me je navdušila, tako da jaz sem šla enkrat že v Beograd, to se moram zahvaliti Maji, je ona vse organizirala. Potem sem šla v Novi Sad, tudi smo šli skupaj. Tam tudi 11 zdravnikov to predavalo, ne rabimo mi, imamo linkove, ki lahko nekdo rabi informacijo, tako da ona je mene učiteljica med cel cajt vodi, 1 leto pa kar pol. Tako da zdaj smo prišli v tako fazo, da ona je prišla z avtobusom z Beograda, da smo danes tukaj na snemanju, da se zahvalimo Mateji,
da lahko prenašamo te informacije naprej, a ne, tako da nam ni težko, ne. Tako da smo začeli tudi po Sloveniji, da je se pojavljala tudi po Sloveniji zdaj, ki se mi pridružujejo tisti, ki tako razmišljajo kot mi, a ne, ker sem vesela, da nekdo, ki je boljš, ne, učenec, se pravi v sistemu, ko je en direktor ni želel dati naučiti, da ga ne bo on nadomestil drugič, tu je obratno. Mi iščemo, se pravi, boljše, kot smo mi, a ne? Ja. Tako da ta sistem je zelo dober, tako da bom skoristila to priliko, da se nam pridružijo. Vsak držimo svojo peč, a ne, mislim, vsak svoje, ampak imamo ena druge, mislim, ko rabimo bilo kaj, se obrnemo, kaj pa zdaj, pa to, pa uno, tako da so velike spremembe, tako da jaz sem presrečna, zahvalna, res vsak dan, da mi je to je poslanstvo očitno, da na niso stare leta, jaz bom še uživala in tako da želim tudi drugim, tako da res, Mateja, hvala, ker si res, videla sem, da si ti oseba, ki so si zmeraj stale ob strani in videla sem, da si, tako da hvala, ker te imamo. Dadica tudi tebi, Maja, ti si tudi res, mislim, res smo taka, ko bi rekla, res ekipa, da te skipa. Tako da res hvala. Ali da ti kažem, ja kad sam došla ovdje u Sloveniju i kad sam vas upoznala i kad sam doživala Sloveniju posle mnogo decenija, tad sam shvatila dakle vama ova snaga. Ova vaša priroda, ove planine, ovo zeleno, ovo čisto, ovde konji, ovde krave, ovde cveta, ovde gledaš sneg, ovde sunce. To je takva jedna snaga i prirode i te planine su tako moćne, pa meni jasno dakle vama snaga. Mi tamo ravni u Beogradu ništa, sve nešto, pa sutra ćemo, znaš, kod vas nema, kod vas se idemo, gledamo šta možda uradimo. Stvarno, tek kad sam došla mi je bilo jasno kako uspevate, odakle, vi ste ovde ste procvetali iz ove zemlje i to je jedna ogromna snaga. Tako da sam jako srećna i ponosna što sam vas upoznala. Zato vi brzo ovo i razumete. Naravno ne svi. Molim, to je u tvojim rukama. Ali to što ovde rastete i živite, to je, sam Bog vas voli. Ja. Hvala vama. Če povzamem sklepno misel današnjega razgovora, razgaljanja najbolj ključne tematike o zdravju. Aleksandra, mi živimo v rajskem vrtu obilja za vse. Tisti, ki se tega zavedamo, dobesedno to tudi živimo že zdaj. In narava je dala vsega v izobilju za vse. In ko človek uživa kvalitetno hrano, ima vitaminov in mineralov v obilju, telo tudi drugače funkcionira. Odprejo se ti kanali, umski, miselni, telesni, na vseh nivojih. In če kdorkoli želi sebi dobro in svoji družini, prva stvar, kar je, moramo iti v svojo nutrino, doumeti, da že zdaj imamo vse, kar rabimo, da s tistim, kar ta trenutek imamo, naredimo največ, kar lahko, predvsem pa bodimo hvaležni za ta trenutek zdaj in za vse, kar nam je dano. Kdor ima kakršnekoli težave, vedite, da to izhaja iz starih vzorcev, starih programov. In kadarkoli jih lahko zamenjate, ne glede na trenutno situacijo. Ker mi 4 plus Irena in Aleš, ki sta ta trenutek v ozadju, smo živ dokaz,
da se vse da, ko se človek enkrat odloči. In to želimo tudi vsem vam. Da boste začutili to obilje vsega, kar je, ker obilje ni samo denar, obilje ni samo hiša, ki jo imamo, ni avto in tisto, kar se vidi. Veličina obilja se skriva v nas samih, v našem zavedanju, v našem prepričanju in v našem živeti, ki ga živimo vsak trenutek in tudi zdaj. Hvala lepa vam, hvala lepa dekleta, hvala lepa Ireni in Alešu, da sta nam omogočila to čudovito druženje, izmenjavo izkušenj in da lahko podajamo vsebine tudi vsem vam. Na koncu tega posnetka pa boste dobili tudi kontakt, kam se lahko obrnete. Vse informacije so zgolj in samo informacija. Kaj boste pa vi naredili s to informacijo, pa je zgolj in samo na vas. Mi si želimo to energijo, to ljubezen do nas samih in do vseh podeliti z vami vsemi. Hvala lepa in se vidimo še kdaj.